Tole je čure. Glejte ga, kako je lep. Sicer ne vidite, kako je debel. To je najbolj debel muc, kar jih jaz poznam. Glejte pa, kako se rad crkla. Glejte, mojega crkljivca čureta. To je res. Glejte, kako me ima rad. Vse jaz imam pa njega. V glavnem, da vam povem zgodbo v tem našem čuretu. Se spomnim, bilo je ene 12 let nazaj, po mojem tem leta, okoli 2000, čure gre zdaj dol, še bolj bom lažje povedal. To je bilo okoli leta 2011, se mi zdi, zima je bila in midva z mamo sva imela not v stanovanju, poleg unga našega belega mačka, ki ga imamo, še eno muco, ki je od nekje prišla, pa je bila ful bolna in sva skrbela za njo. No, moram čisto po pravici povedati, bolj mama, kaj jaz, da si ne bom tle neke zasluge dajal večje. No in pol, en dan z mamo odzun stojiva, bila sva zunaj in pride ta čure čist gotov, bolan, in prav mu mama, mi ga gledava, so rekla, revež bogi. Pa tu sploh ni naš maček bil, tu je od nekje prišel. Pa prav mama, joj, rada bi ti pomagala, ampak ti ne morem. Imam že tam eno noč skrbim, ne, in to je mogla tudi paziti, da ni ta bel, da niso skup prišli, ke ta bel druge napada, pa tako naprej. No, in pol mu je mama zrihtala tam ob hiš, mu je zrihtala tako, bom rekel, eno pribavališče, eno škatlo je dala, tako pa noter cune, da bo noter na toplem, pa seveda za jest mu je prinesla, pa vse živo. No, sva pa že, z mama je že tisto uno mucko sva vozila k dohtarju. In pa prav mama nekako, da še tega pa ne more, da je pa preveč tega, ne. In jaz sem šel pol v službo in pol me čez pol ure mama kliče, prav, dej, prideš domov, bova unga mucka k dohtarju pelala, je rekla, jaz ne morem to pustiti, da bo umrl. No in sem šel jaz domov in sva ga pelala na veterinarsko in so rekli, da je bil mal zgleda, da bo preživel, pa sva rekla, nič, ga pol midva kar tle pustiva, probajte ga rešiti, če bo, če ne bo, pa tudi ne bo, pokličite, pa da prideva plačati in to je to. In drug dan, no pol ne vem, ali oni kliče, ali jih mama kliče, to se ne spomnim, ker je že toliko nazaj, no in povejo, da je še živ in da gre na boljš, da jim je pa ušel iz kletke in da je živ nered na veterinarski naredil, da je vse prebrnil. No in pol sva ga čez par dni nazaj dobila, se je tle čure moj, sva ga čez 2 dni nazaj dobila. Brat je bil takrat glih na, pa njegova sta bila takrat glih na enem potovanju. In ko sta nazaj prišla, je brat vzel tega čureta za svojega, tudi on mu je dal ime Čure, ampak s tem mačkom nikoli ni bilo dober. Skus se mu neke probleme in so ga skus k dohtarju vozili. No, pa niti niso mogli pogruntati, koga je. No, pol pa ne vem, kako je prišel do tega, da ga je pa v Postojno pelal. Tam v Postojni je ful znana klinika za male živali in tam so ga pa malo bolj pregledali, so pa pogruntali, da nikako nima nos, pa šapnik, da sploh nima povezano. In je bila potrebna neka operacija, ki je najbrž jo brat kar drago plačal, ni nikoli povedal, koliko. V glavnem, to operacijo so delali v Postojni, ampak preko videokonference so pa imeli enega dohtarja iz Južnoafriške republike.
In vem, no, ta operacija je uspešna, se veste, Čure je zdaj še živ, ampak reveč par let nazaj ga je mogel nekaj na avto povoziti, tako da je bil na operaciji noge, ta je dal že tukaj bolen reveč čez in zdaj še malo šepa, pa debu je pa, ne vem, za 3 garfote je težak, sigurno. No, in takrat, to je zdaj že 10 let nazaj ali več, je tudi od brata punca, pač, ki je slikala tega Čureta, ga je dala v tak okvir, mislim okvir na platno kot slika, da zgleda kot slika, to je pač nekam nesla, in je spodaj napiše: hvala vse, kar ste naredili zame, vaš Čuri Muri. In ne vem, moj Čuri Muri ime ali Čure. Mislim, Čuri Muri je tam pisalo. No, in to sliko je nesla sem v Postojno, v to kliniko za male živali, in mogoče, jaz ne vem, mogoče še zdaj ta slika tam visi, če kdo ve, naj napiše to v komentar, tako da nahraniti sem ga prišel, no, Čureta, ne sem Čureta, so tle še ni 3-4 drugi, pa, ke brata ni glih doma, pa je bil glih Čure tle, no, pa sem se spomnil te zgodbice, pa sem rekel, eno slikco moram narediti, kaj je tak, debu maček, ker tukaj debelih mačkov vam povem, da jih skoraj ni, ne, sem se pa spomnil te zgodbice, sem rekel, bom pa še to povedal, ker se mi zdi res taka lepa zgodbica, tako da saj meni se zdi, ne vem, mogoče zato, ker sem tudi malo upleten. Drugače pa vi napišite, kakšna se vam zdi ta zgodbica, me ful zanima vaše mnenje. Nič, lepo se imejte, poletje se poslavlja, tako da danes še zadnji dan, ampak že fejst piha, to pomeni, da se bo vreme spremenilo, tako da uživajte, kakor se da. Adijo.